Jure, dober večer. Javljam se iz gospodarskega razstavišča, kjer že več kot 10 let poteka konvencija na meji nevidnega. Konvencija znanstvene fantastike in predvsem domišljije. In letos prvič 2 dni zapored. Zgodila se je 24. in 25. maja in naslednje definitivno ne smete zamuditi. Kaj vse se dogaja na tej, bomo pa zdajle odkrili. Pridimo notri. Ena glavnih atrakcij konvencije je pa seveda tekmovanje v cosplayu. Cosplay pomeni, da sami izdelate kostum in se oblečete v vašega najljubšega filmskega, stripovskega ali junaka iz računalniških igric ali knjig. Jaz bom seveda probal najti koga, ki se je oblekel našega Jureta Godlerja, kajti za mene na svetu ni večjega junaka. Ja, Planet TV, Jure Godler! Čisto po naključju sem srečal svojega prijatelja, ki že od vsega začetka sodeluje na meji nevidnega. Matjaž, pozdravljen. Zdravljen. Zdaj, kaj naj pa en čisto običajen človek pričakuje, če slučajno zaide na tole konvencijo? Ja, NMN je en tak lep praznik za ljubitelje fantazije pa znanstvene fantastike, kjer je lahko vsak to, kar si želi biti, kar se lahko izrazi tako, kot si želi, zaradi tega, ker je to prostor poln ljudi, ki sprejemajo druge ljudi takšne, kot so. Tukaj sem pa že med cosplayerji, nekaj jih kar prepoznam. Imamo X-mene pa Warhammer, a ne? Ne vem pa, odkot si pa ti? Memon, Hellova Boss. Hellova Boss, se pravi, veliko je iz stripov, veliko je iz animejev, veliko je iz mang, japonska kultura tukaj kar prevladuje in se pripravljate na cosplay tekmovanje? Ja. Kaj je pa najbolj pomembno, ko si pripravljamo na cosplay tekmovanje? Meni se zdi, da ne smeš biti živčen, da se moraš sprostiti, pa itak pa, ker si enkrat konca, ne? A bi kdaj cosplayala kot Jure Godler? Mogoče. Pa ti? Pa ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Jure, še je upanje. Moram pohvaliti kostum. Hvala. Zelo dobro, Hvala. Zelo dobro. A je to zelo težko? Ja, bi probal. Ja, a lahko probam? Mogoče reči, Wow! Vedno sem si pa želel velinska ušesa, taka kakor iz Lord of the Rings ali pa Harry Potterja. Tako da upam, da kje najdem špičasta ušesa, taka kot od velincev, elvanov. Probimo jih poiskati. Živjo, kako je pa tebi ime? Aha, nimaš dovoljenja govoriti. Tako. Zdaj, če človek pride, a ne, sem na to tekmovanje, kaj mu bi svetoval? Ok, dober nasvet. A to so pravi? Ja, seveda. Drugače naj mogli pošasti loviti. Koliko časa si pa ti porabila za tvoj Warhammer kostum? S presled, s daljšimi pauzami 1 leto. 1 leto. Mislim, to je pa treba biti res predan. A boste bonbon? Zakaj pa ne? Prijazni duh, ki daje prijazne bombone. Hvala lepa. Tukaj so sami dobri ljudje. No, in bitja. Velik del geek kulture so pa seveda namizne igre. Niso igrice še zmer samo na računalnikih. Imamo tudi še te, kakor včas, za namizo. Cel dan bi lahko počel to. Jaz bi tudi imel taka ušesa. Kje jih lahko dobim? A jih kle lahko kje dobim? Jaz jih tukaj nisem vedela. Taka jajca, kot jih poznamo iz Igre prestolov. Meni se zdi, da so že malo pokvarjena, no. Nikoli ne boste vi, pogani, zavzeli krščanske Slovenije. Po prstu si me. Pod gobo sem. Našel sem jih, poglej. Ušesa, samo ne vem, a so tabelj zame, ali so pa mogoče teli rdeči, katere se ne odločim. Živjo, vidim, da imaš ušesa, pa jaz sem najdel ušesa, sam ne znam dati gor. Ne znaš? A mi bi dala gor ušesa? Lahko. Ja. There you go. A to je to?
Yes. A zdaj sem tudi jaz vilinec? Ja. Tle je enostavno preveč stvari, da bi človek lahko vse obdelal v enem dnevu, kaj šele v 2 urah. Peva ven, preden zgorim. Na meji nevidnega. Upam, da sem vam lahko malce vsaj orisal in pokazal, kaj vse se tukaj na gospodarskem razstavišču dogaja za čas tega kongresa. Kongresa znanstvene fantastike, fantastike, dobrih ljudi, druženja in predvsem domišljije. Tako da, če bi radi razširili vaša obzorja onkraj te zemlje in onkraj naše realnosti, dobrodošli. Na meji nevidnega. Vilinecem, 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 vilinecem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.